Spoštovani, v dvorano prihajajo prejemnik državne nagrade in prejemniki priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021. Spoštovani, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, gospod Jurček Novak. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na svečani vročitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. K besedi vabim predsednika Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, gospoda Jurčka Novaka. Izvolite. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani nagrajenec, spoštovane prejemnice in prejemniki priznanj, gospe in gospodje. Po 2 letih lahko spet vidimo nasmehe, ki jih ne zakrivajo maske. Današnja podelitev nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021 je tudi izkazovanje spoštovanja in podpore prostovoljstvu na najvišji ravni. Največ prostovoljnega dela je opravljenega na osebni ravni, ko človek preprosto pomaga sočloveku. Vendar pa se čut do sočloveka pogosto prenaša kot virus človeka na človeka. To smo zadnje 2 leti bili tudi še na drug način. Ta okužba pa je nekaj dobrega in pozitivnega za posameznika in za družbo. Doprinos prostovoljstva k boljši družbi je zelo velik. Prostovoljec s svojim delovanjem tudi osebno raste. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj sta le del vizije, ki jo ima vsak prostovoljec. Solidarnost, povezovanje in sodelovanje so tiste vrednote, ki pomenijo veliko dodano vrednost samega prostovoljstva. Zakaj prostovoljstvo? Lahko sicer merimo čas, ki ga posvetimo prostovoljstvu. Nimamo pa mere, da bi se lahko izmerili učinke prostovoljstva, a tista pozitivnost med ljudmi, občutek topline in zavedanja, da je bilo narejeno dobro delo
in tisti koščki sreče, ki ga občutijo prostovoljci, ki s srci opravljamo svoje poslanstvo. Biti prostovoljec je vrednota in privilegij, zato s ponosom rečemo prostovoljecem. Spoštovani gospod predsednik, hvala za vašo naklonjenost prostovoljstvu in za podeljene priznanja. Za vsakega državljana je velika čast, da dobi priznanje iz rok najvišjega predstavnika države. To vem tudi iz lastne izkušnje. Spoštovani nagrajenec, spoštovani dobitniki priznanj. Iskrene čestitke za prejeto nagrado in priznanja. Vaše delo je bilo opaženo, čeprav samo vi veste, koliko svojega dragocenega časa in svoje ljubezni ste vtkali v delo za sočloveka in človeštvo. Želim vam veliko uspeha in notranjega zadovoljstva pri nadaljnjem delu in plemenitenju družbe s prostovoljstvom. To je tudi največja banka vrednot in dodana vrednost družbeno odgovornih sredin. Ni ovir za to, da postaneš prostovoljec, da soustvarja lepši dan, današnji in jutrišnji dan. Kljub vsestranskemu razvoju človeka še vedno potrebuje drugega človeka, saj tudi najnaprednejše tehnologije ne morejo nadomestiti človeške topline, ponujene roke in preproste besede hvala. Iskrene čestitke in vsem iskrena hvala. Hvala, gospod Novak. Sedaj pa prisluhnimo članom trobilne zasedbe policijskega orkestra, ki so za današnji dogodek pripravili kulturni program. Zaigrali nam bodo skladbo Mikija Vlahoviča Zelena dežela.
Hvala lepa članom Policijskega orkestra. Sledi uročitev priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021, ki jih bosta uročila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva gospod Jurček Novak. Izvolite. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju turizma prostovoljka Ivica Čretnik. Ivica Čretnik je prostovoljka že več kot 50 let. Deluje na področju kulture, športa in turizma. Po upokojitvi se je posvetila predvsem področju turizma. Skrbi za promocijo jame Pekel in rimske nekropole. Njena zasluga je, da sta turistični destinaciji urejeni in obiskani. Organizira kulturne prireditve ob rimski nekropoli, vsakoletni pohod od Petra do Pekla in tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni pri jami Pekel. Prireditev Božična skrivnost ob jami Pekel vsako leto obišče več kot 5000 obiskovalcev. Pod njenim okriljem potekajo tudi številne čistilne akcije v kraju. Ivica Čretnik je tudi soustanoviteljica in podpredsednica Regijske turistične zveze Saška. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju kulture in umetnosti prostovoljec Slobodan Filipovič. Slobodan Filipovič je ustanovitelj in predsednik kulturnega društva Veter. Že več kot 30 let organizira dobrodelne koncerte, med drugim je bil aktivno vpet v izgradnjo novega doma starejših občanov v Hrastniku. S prostovoljskim delom je prispeval k nakupu inhalatorjev Splošne bolnišnice Trbovlje, za otroške paraplegike v Kranjski Gori, organiziral je dobrodelni ples za gluhoneme v Ljubljani in pomagal mnogim mladim članom orkestra in učencem pri zaposlitvah ter reševanju stanovanjskih stisk. Za zagotovitev zaščitnih sredstev osebju Doma starejših Hrastnik je v lanskem letu organiziral dobrodelni koncert. Slobodan Filipovič je tudi član upravnega odbora Društva vojnih invalidov Zasavja in aktivni član Zveze kulturnih društev Hrastnik. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju rekreacije ter vzgoje in izobraževanja prostovoljec Anton Progar. Anton Progar je aktivni član Planinske zveze Slovenije že od leta 1958. Po zaposlitvi na vajeniški šoli je organiziral planinski krožek, katerega mentor je bil do upokojitve.
Pri mladih je razvijal ljubezen do planinstva, narave in jim privzgajal planinske vrednote. Kot prostovolec je vzgojil generacije planincev, vodnikov, markacistov in varuhov gorske narave. Opravljal je več funkcij v planinskem društvu Krka Novo mesto, od leta 2009 mu tudi predseduje. Ena njegovih prvih nalog je bila obnova planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih. Poskrbel je tudi za predstavitev Trdinove poti, za organiziranje pohodov in za prenovljen vodnik. Je tudi eden od pobudnikov za ustanovitev pohodniške skupine Gorjanski škratje in Gorjanske gospodične. Od leta 2018 je tudi voljen član upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. Prostovoljsko delo Antona Progarja na področju vzgoje in izobraževanja ter rekreacije se meri v desetletja. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti prostovoljka Veronika Žižek. Veronika Žižek se je v 11 letih iz mlade prostovoljke, ki je sodelovala v programih za otroke, razvila v prostovoljko, ki kljub mladosti odgovorno prevzema naloge in vodenje različnih projektov ali skupin prostovoljcev. S posebnim čutom do ljudi v stiski njune snuje nove prostovoljske programe. Odlikujejo jo vztrajnost, natančnost, srčnost, odločnost, timska naravnanost in spoštljiv odnos do sočloveka. Njena predanost delu, socialne in vodstvene izkušnje so pomembno prispevale k razvoju in izvedbi programov Počitnice biserov, Summer Joba in Stične mladih. Veronika Žižek se je v času epidemije odzvala na potrebe starejših, preko telefona je povezala stare in mlade. V projektu Pismo za lepši dan je lani uspelo nagovoriti preko 3000 ljudi vseh starosti v Sloveniji in širom Evrope, da so napisali več kot 5000 pisem za starejše in osamljene po Sloveniji. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti in zdravja, prostovoljska organizacija Društvo Center za pomoč mladim. Priznanje bo prevzela predsednica društva Špela Gorjan. Društvo Center za pomoč mladim že vrsto let zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov ter jih podpira na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov mladim omogočajo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi. Od leta 2014 društvo izvaja program Strokovoljci. Program je zasnovan tako, da so mladi vključeni v 5-stopenjski model usposabljanja, s pomočjo katerega se večajo njihove kompetence in krepijo socialne veščine. V času epidemije je nastal projekt Scena brez imena, ki je potekal preko spletne aplikacije, ki so ga vodili prostovoljci ob podpori mentorjev.
V skupinah so se mladi podpirali pri reševanju stisk, nastalih tekom zaprtja države, se skupaj kratkočasili z igranjem družabnih iger in drugih aktivnosti. Društvo Center za pomoč mladim je organizacija, ki se razvija in uvaja ter izvaja učinkovite metode in prakse mladinskega dela. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju kulture in umetnosti ter turizma prostovoljska organizacija Kulturno-tehnično turistično društvo Baška dediščina. Priznanje bo prevzela predsednica društva Alenka Zgaga. Kulturno-tehnično turistično društvo Baška dediščina v Baški grapi ohranja in povezuje naravo, tehnično, literarno, filmsko in industrijsko dediščino v kulturni turizem. S prostovoljskim delom so prepričali zainteresirano javnost, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti in bogat vir priložnosti, ki z umestitvijo v nove turistične produkte lahko postane vrednota prihodnosti. Produkti, ki jih društvo ustvarja, puščajo za seboj trajnostne sledi, ki so Baško grapo postavile na etnološki in turistični zemljevid Slovenije. Društvo upravlja 3 objekte, ki spadajo med najlepše in najmočnejše sledi preteklosti na območju Baške grape. Prangarjev mlin, Jakovo kovačijo in prezračevalno napravo predora Bukovo. Poseben poudarek namenjajo raziskovanju nesnovne dediščine, vaške praznike, običaje in navade dokumentirajo na filmski trak, prikazujejo na razstavah in promocijskih stojnicah ter promovirajo v različnih medijih. Sledi vročitev državne nagrade za prostovoljstvo za leto 2021. Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021 kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja prostovoljec Tonček Smolej. Tonček Smolej že več kot 50 let deluje kot gorski reševalec. Leta 1982 je prevzel vodenje gorske reševalne postaje Radovljica, ki se je 2006 preimenovala v samostojno društvo GRS Radovljica. Je predsednik društva, ki šteje kar 40 aktivnih članov in član upravnega odbora Gorske reševalne zveze Slovenije. Pri posameznih reševalnih akcijah uspešno sodeluje in se povezuje z občinami in sosednjimi društvi. Sodeloval je v več kot 1000 reševalnih intervencijah. V letih 2002 do 2006 je bil načelnik slovenskih gorskih reševalcev. Zadnjih 16 let vodi komisijo za letalsko reševanje, ki se ukvarja z najtežjim delom gorskega reševanja s pomočjo helikopterja.
Skrbi tudi za usklajevanje in sodelovanje z ostalimi komisijami znotraj Gorske reševalne zveze Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter helikopterskima prevoznikoma, Slovensko vojsko in letalsko policijsko enoto. Kot inštruktor reševalec letalec vodi redna usposabljanja kandidatov za pridobivanje nazivov reševalec letalec, zdravnik letalec reševalec in zdravnik hitre nujne medicinske pomoči ter vsakoletno usposabljanje za obnovitev licenc za reševanje v gorah s pomočjo helikopterja. Tonček Smolej v prostovoljske aktivnosti vloži preko 1000 ur letno. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, spoštovani nagrajenci in vsi prisotni na današnji slovesnosti ob podelitvi priznanj in nagrad na področju prostovoljstva za leto 2021. Najvišje državno priznanje na področju prostovoljstva, ki ga podeljuje predsednik Republike Slovenije, je posebna čast in priznanje posameznikom in organizacijam, ki delujejo v dobrobit sodržavljank in sodržavljanov. Je tudi potrditev, da ima država posluh, prepoznava in ceni vrednote, kot je nesebična pomoč sočloveku. Planinarjenje in alpinizem sta v zadnjih desetletjih doživela pravi razcvet. Pridružile so se jima nove športne aktivnosti v gorskem svetu in pa v nedostopnih krajih, ki se prav tako zelo hitro razvijajo. Zaradi raznolikosti terena, športov in ljudi narašča število in zahtevnost posedovanj gorskih reševalcev. In le malo je prostovoljnih dejavnosti, kjer bi posameznik tudi za ceno svoje ogroženosti reševal drugega, ki ga skoraj zagotovo do takrat še ni srečal. Reševal prostovoljno ne glede na čas in pa razmere. Reševal tudi v primeru, ko razum šepeta o tem, da je ponesrečenec že mrtev. Organizacija, ki to zmore in redno opravlja svoje naloge, na tak način je prav gotovo Gorska reševalna služba. Do leta 1960 je Gorska reševalna služba opravljala reševanje ponesrečencev samo v stenah, reševali je predvsem alpiniste. Njeno klasično področje dela se je po letu 1960 razširilo tudi na reševanje ponesrečencev na brezpotjih, na označenih planinskih poteh in strmih gozdnih terenih. Nove lokacije nesreč in tudi vrste poškodb so terjale nove znanje in novo tehnično opremo. Danes so gorske reševalne službe združene v Gorsko reševalno zvezo Slovenije kot sodobna organizacija, primerljiva podobnim organizacijam po svetu. Smo dobro opremljeni in imamo tudi veliko znanja. Med seboj se povezujemo ne le z domačimi organizacijami, znanje in izkušnje izmenjujemo tudi z reševalnimi skupinami iz tujine. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sedanjim in nekdanjim sodelavcem Gorske reševalne službe, še posebej članom GRS Radovljica. V čast mi je, da sem jih spoznal in delal oziroma še delam z njimi. Zato tudi sprejemam najvišje državno priznanje kot priznanje vsem članom Gorske reševalne službe, saj je uspešno delo možno le z dobro opremljeno in usposobljeno ekipo sodelavcev. Zahvaljujem se tudi občini Radovljica, ki mi je predlagala za to priznanje. Prijeti državno priznanje na področju prostovoljstva je ne samo čast, ampak tudi obveza, da bomo še naprej pomagali s pravim namenom vsem tistim, ki so pomoči potrebni. V imenu prejemnikov nagrad se zahvaljujem za priznanja in zaupanje, ki nam jo izkazujete. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Smolej. K nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, predsednik, minister, visoki gostje, gospe in gospodje. Vročitev najvišjega državnega priznanja za prostovoljstvo je poseben privilegij in čast. V teh 10 letih sem imel priložnost spoznati najimenitnejše, najbolj odlične ljudi. Nihče od njih, tudi današnji nagrajenci, svojega plemenitega poslanstva niso opravljali zaradi plačila in še manj zaradi nagrad. In vendar je tako zelo pomembno, da družba, ne nazadnje tudi država, z nagrado, za priznanji, z zahvalami, izreče hvaležnost tistim, ki to plemenito poslanstvo opravljate. Ne gre samo za vas in zaradi vas, čeprav seveda v prvi vrsti najprej. Mislim, da je prav, da se vam za vaše delo zahvalimo. Gre tudi za vzgojo. Gre za vzgojo vseh nas. Za temi nagradami, priznanji, odlikovanji in drugim, s čimer se družba in država zahvalijo posameznikom in kolektivom za njihovo prostovoljno delo, želimo navdahniti mlade ljudi, da sprejmejo te vrednote prostovoljstva kot svoje. Po 10 letih že lahko rečem, da je prostovoljstvo najžlahtnejši, najimenitnejši gradnik naše povezane skupnosti. Ne znam si predstavljati Slovenije brez tega. Ne samo takrat, ko nastopijo težave, tudi takrat, ko se težav ne vidi, prostovoljke in prostovoljci vse povsod in na najrazličnejših področjih opravljate svoje delo, nevidno, kot mravljice. Zato je prav, da se država vsaj enkrat na leto ob vročitvi najvišjega državnega priznanja na nek način, ne samo, kot sem rekel, zahvali, da vas pohvali, da se vam na nek način oddolži, ampak da povabi vse, da razmišljajo o tem, kaj lahko mi prispevamo k temu, da bo naša družba boljša, bolj pravična, bolj povezana, bolj solidarna. Na koncu vseh koncev vem, da ne pričakujete ne plačila, ne nagrad, čutite pa neko zadoščenje. In mislim, da v človekovem ravnanju skoraj da ni trenutka, ki bi bil tako pomemben za naše zadovoljstvo ali občutek sreče, kot je občutek zadoščenja. Tega pa mislim, da številne prostovoljke in prostovoljci občutite in da je to na nek način navdih, inspiracija, gonilo vašega trdega, neprestanega, dostikrat kot rečeno, nevidnega, zelo plemenitega poslanstva. V imenu države, in kolikor mi položaj predsednika Republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi, danes nagrajenkam posebej, hkrati pa tudi vsem prostovoljkam in prostovoljcem vse povsod po naši državi, izrekam zares iskreno hvaležnost za vaše delo, vas vabim, da nam pomagate še naprej in da navdihujete nove generacije, da bodo te na svoj način prispeli k temu, da bo Slovenija tudi v novih časih ohranila to žlahtno tradicijo prostovoljstva in gradila boljši, bolj pravičen, bolj povezan čas. Hvala. Hvala lepa predsedniku Republike. Vljudno vabim nagrajenca in prejemnike priznanj k skupinskemu fotografiranju s predsednikom Republike Slovenije in predsednikom odborom na stopnica. Kar izvolite. Spoštovani, hvala lepa. S tem je uradni del sprejema zaključen. Želimo vam prijeten dan in vljudno vabljeni na sprejem.